Spoštovani gospod državni sekretar, spoštovana gospa poslanka, cenjeni gospe in gospodje, dragi prijatelji. Veseli me, da ste kljub številnim obveznostim našli čas in se nam pridružili na tej simbolični slovesnosti ob zaključku letošnje dobrodelne akcije Podarimo knjige 2016. Akcije, ki sta jo leta 2002 začela Avstrijsko zvezno ministrstvo za šolstvo, umetnost in kulturo ter Celovška Mohorjeva, zadnji 2 leti pa poteka v sodelovanju z uradom zveznega kanclerja. Akcije, ki tokrat v teden kulture prinaša posebno veselje obdaritve s knjigami. Že v prihodnjih dneh bo preko 2000 knjig, ki jih danes 10 nevladnim organizacijam in društvom izročamo v obliki čekov, našlo pot do najmlajših in tistih malo starejših bralcev v Sloveniji in v Hrvaški Istri. Današnji dogodek je že tradicija, ki jo rad nadaljujem. Ne zgolj zato, ker predstavljajo knjige pomemben sestavni del mojega življenja, temveč v prepričanju, da lahko s podarjenimi knjigami približamo branje in tako trajno polepšamo življenje velikemu številu soljudi. V letošnjem knjižnem daru so tudi nekatere meni znane knjige in takšne, ki ohranjajo spomin na velikane umetniškega ustvarjanja v našem skupnem kulturnem prostoru, kot je monografija o Valentinu Omanu z naslovom Nazaj. Nekoč je nekdo zapisal, ko bo morda že vse drugo propadlo, bodo slike Valentina Omana še smeraj tukaj v spominu, v fantaziji, v duhu in sedaj tudi v knjižni obliki. V naboru najdemo tudi dela Kristine Nöstlinger, ene najvplivnejših avtoric otroške literature nemškega govornega področja. S podarjenimi knjigami v slovenskem jeziku se avtorica približuje tudi slovenskim mladim bralcem. Nabor je pester, zato verjamem, da bo vsaka knjiga našla svojega zainteresiranega bralca. Nenazadnje smo ta teden z različnimi prireditvami obeležili slovenski kulturni praznik. In ker je to tudi praznik slovenskega jezika in knjige, se mi danes z akcijo Podarimo knjige pridružujemo in knjige izročamo svojim bodočim bralcem. Hvala lepa. Hvala, gospod veleposlanik. Med nami je tudi dekan Mohorjeve družbe v Celovcu, predsednik magister Ivan Olit, ki ga vabim, da za nami podeli svoje misli o pomenu in tradiciji te akcije, ki je plod sodelovanja med uradom zveznega kanclerja na Dunaju in Mohorjeve družbe v Celovcu. Prosim, gospod dekan. Spoštovani gospod veleposlanik, dragi častni gostje. V imenu Mohorjeve družbe v Celovcu, najstarejše slovenske založbe, vas prav prisrčno pozdravljam ob podelitvi Podarjamo knjige. Veseli me, da lahko že 15-tič nadaljujemo to dobrodelno akcijo, ki se je medtem že ustalila. Zvezno ministrstvo Republike Avstrije oziroma urad zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu že več let organizirata akcijo Podarjamo knjige. Njen glavni namen je, da krepi učenje slovenskega jezika, spodbuja kulturno dejavnost in omogoča širjenje knjige med Slovenci, tudi med tistimi, ki si zaradi materialne stiske ne morejo privoščiti nakupa knjig. Kot založba Slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem želimo s tem posebej poudariti svojo skrb za ohranjevanje jezika v matični Sloveniji, kot tudi v zamejstvu in zdomstvu. Obenem pa želi avstrijsko ministrstvo s to akcijo promovirati avstrijske pisatelje in pisateljice, kar se izraža tudi v letošnjem izboru knjig. V času trajanja
te akcije, zadnjih 15 let, je bilo predanih več kot 48.000 izvodov knjig v skupni vrednosti 750.000 evrov. Ponosni smo, da Mohorjeva družba v Celovcu s to akcijo še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo negovanja slovenskega jezika in ohranjanja narodne identitete in kulturne dediščine. Že nekaj let podarjamo knjige tudi Slovencem v zamejstvu. Pred leti se je glasilo geslo knjižnega sejma v Ljubljani: če ne bomo brali, nas bo pobralo. Slovenski narod v evropskem merilu še vedno nadpovprečno močno sega po knjigi, a vendar moderna komunikacijska sredstva počasi in čedalje bolj izrinjajo knjižno čtivo. Avstrijskemu veleposlaniku in ministrstvu izrekamo iskreno zahvalo za sodelovanje in pomoč v imenu vseh, ki bodo letos knjige prejeli. Posebna zahvala velja gospodu veleposlaniku dr. Klemensu Koji za podporo pri izvedbi te akcije. Letošnji dobitniki so Slovenska Karitas, Slovensko društvo Istra iz Pule, Salezijanski mladinski centri, Center Korak Kranj, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, sekcije za varne hiše, materinske domove in vse druge sorodne organizacije, Kulturno društvo Celje ob Savini, Kulturverein Cilje an der San, Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi Maribor, Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken Maribor, Internacionalno društvo Most Svobode, Freiheitsbrücken, Kulturno društvo nemško govoreče mladine, Kulturverein deutschsprachiger Jugend. S tem, da potom te akcije ne podpremo samo nevladnih slovenskih organizacij in društev, temveč tudi dvojezična in nemško govoreča združenja, hočemo poudariti povezovalno funkcijo Mohorjeve družbe, ki jo skozi desetletja že vrši na avstrijskem Koroškem. Tako želimo iskati tudi medmanjšinsko solidarnost. Vsem letošnjim prejemnikom knjig veliko veselja pri prebiranju in nam vsem prijetno srečanje tukaj v Trubarjevi hiši. Knjige vam bomo po dogovoru osebno dostavili. Hvala za vašo pozornost in lep dan vsem in prisrčen pozdrav iz Celovca. Čas je, da preidemo k samemu dejanju, simbolični izročitvi knjig v obliki bonov. Zato vabim gospoda veleposlanika in gospoda dekana, da pristopita. Ker je društvo sicer 10, ki so bolj ali manj dobro znana, ampak vseeno mogoče ne vsem, bomo vsako društvo kratko predstavili. Najprej vabimo Slovensko Karitas, da pristopi. Kratko pa bom jo opisala. Slovenska Karitas je bila ustanovljena leta 1990 pod takratnim ljubljanskim nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem. Danes izvaja Slovenska Karitas v skupno 459 postojankah in v pomoči več kot 10.000 stalnih prostovoljcev specifične socialne programe. Njeno glavno poslanstvo je skrb za človekovo dostojanstvo in zagovorništvo revnih. Danes bo v njihovim imenu bon v višini 10.000 evrov prevzel gospod Martič, predsednik Škofijske Karitas Ljubljana. Zahvalim. Torej, res najlepša hvala za ta dar, ki ste nam ga namenili v obliki knjig. Še posebno zato, ker s tem pravzaprav kažete na pomembno dejstvo, da človek ni samo telo, ki mu je treba dati hrano in pijačo in je to, ampak človek potrebuje tudi stvari, ki ga duhovno nahranijo. Gotovo je ena od, bom rekel, ali pa če rečemo 4 najbolj pomembne duhovne stvari, ki človeka duhovno nahranijo, so dobra knjiga, dobra glasba, dober film in molitev. Tako da res hvala za to vašo skrb, še posebno smo hvaležni
tudi za otroške knjige, za katere vem, da smo jih prijeli, ker mi je dragoceno, da otroci, ki morda so nekoliko neizenačeni z ostalimi sovrstniki, ki morda izhajajo iz boljših razmer, da dobijo kakšno tako knjigo, ki jim prebuja upanje in veselje torej v življenje, v boljše življenje. Res, hvala. Naslednja organizacija, ki jo vabimo, da nam pristopi bliže, so predstavniki sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji. Ta organizacija deluje pri Socialni zbornici Slovenije. Nastala pa je na pobudo strokovnih delavk, vključenih je več kot 24 članic, predstavnic organizacij, ki izvajajo kot svojo dejavnost v programih, kot so varna hiša, zavetišče, zatočišče, krizni centri za ženske in otroke, žrtve nasilja, svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab, materinski domovi, SOS telefon in mnogo drugih. Poslanstvo te sekcije je v koordinaciji strokovnega povezovanja organizacij, ki se ukvarjajo z obravnavo nasilja v družini. Danes bo bon v vrednosti 6.000 evrov v njihovem imenu prevzela predsednica sekcije, gospa magistra Vilma Regovec. Prosim. Spoštovani veleposlanik Republike Avstrije v Sloveniji, spoštovani predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu. V imenu sekcije varnih hiš, materinskih domov in sorodnih organizacij pri Socialnih zbornic, torej v imenu organizacij, kamor se zatekajo ženske in otroci pred nasiljem, se vam najlepše zahvaljujemo. Ženske, ki v varnih hišah, materinskih domovih same ali pa skupaj z otroki iščejo zavetje pred nasiljem, so na hudi življenjski preizkušnji. Strokovno pomočjo premagujejo težave, strese, iščejo pot v drugačni, lepši jutri. Jutri brez nasilja in brez bolečin. Pogosto v knjigah iščejo uteho. Dnevi so z branjem krajši in bolj sproščeni. Zgodbe pogosto ponujajo izhodišče za pogovor, skupen razmislek, oblikujejo se vprašanja, iščejo se odgovori in ko mama bere otroku, preživljata skupaj čas, ki je samo njun. Prepričana sem, da bodo tudi nove knjige Mohorjeve družbe, Mohorjeve založbe našle nove zveste bralke in bralce tudi v naših organizacijah. Še enkrat v imenu sekcije na Socialni zbornici iskreno hvala. Naslednja organizacija, ki jo vabimo, je Center Korak iz Kranja. To je zasebni neprofitni zavod, ki zagotavlja dolgotrajno rehabilitacijo s socialnimi storitvami vodenja, varstva, zaposlitve pod posebnimi pogoji in zdravstvenimi storitvami za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Med nami je že direktorica centra, gospa Mateja Korošec, ki bo v imenu centra prevzela bon v višini 3.000 evrov. Hvala lepa v imenu našega centra. Torej, v našem centru vključujemo osebe s težko možgansko poškodbo. In mi iščemo čisto vsak žarek svetlobe, topline, duhovne vrednosti, ki ga lahko približamo našim uporabnikom. In knjige prav v zadnjih letih, tudi s pomočjo Mohorjeve družbe, odkrivamo, so neizmeren imajo neizmeren terapevtske možnosti. Tako da jaz se res zahvaljujem za to vašo podporo, spodbudo in po lanskoletni izkušnji,
ko so knjige prišle v hišo in jih nismo zaprli v knjižnico, ampak smo jih pustili in razmestili po hiši. Jaz sem se sicer zavedala, da na ta način bo mogoče kakšna knjiga se izgubila, odšla. Vendar se mi zdi veliko bolj pomembno, da je knjiga dosegljiva človeku, da jo vzame v roke takrat, ko se želi umakniti, ko si jo želi sposoditi. In s takšno donacijo nam pravzaprav to omogočate. In v imenu naših uporabnikov in v svojem lastnem imenu se vam seveda res iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Naslednja nevladna in nepridobitna organizacija, ki jo vabim, je Zveza prijateljev mladine Slovenije. To je humanitarna organizacija, ki je bila ustanovljena že pred desetletji. Ta organizacija ustvarja priložnosti in možnosti za višjo raven kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Preko 5000 članov ima in tudi oni imajo skoraj 10.000 prostovoljcev, ki so organizirani v 150 društvih. Bistvo Zveze prijateljev mladine je služiti otroku in njegovi zdravi rasti. V okviru Zveze prijateljev mladine deluje tudi poseben program Botrstvo. In del teh sredstev, ki jih bo danes prijela Zveza prijateljev mladine, je namenjeno prav tem otrokom. Predsednica Zveze prijateljev mladine, gospa Darja Groznik, je že med nami in vabimo, da prevzame ček v vrednosti 10.000 evrov. Spoštovani veleposlanik Republike Avstrije, dr. Koja, spoštovani gospod Olip, predsednik Mohorjeve družbe, najlepša hvala za to vrsto dobrodošlo donacijo. Knjiga vedno najde svojo pot in tudi zdaj bo prav gotovo tako. Dobra knjiga je vedno dobrodošla. Knjige bodo delila naša društva, ki so vse povsod po Sloveniji, prav tako bodo knjige razdeljene v okviru našega projekta Botrstvo. Nekaj knjig pa bomo dali tudi v naše počitniške domove, ki so tudi na različnih koncih Slovenije in tudi na Hrvaškem. Takole bom še dodala, tako kot pop glasba ni spodrinila ljubezni do klasične glasbe, v to smo se že danes prepričali, saj bi res čestitala mladi violinistki Rebeki. Tako tudi mislim, da knjiga ima še vedno svojo pomembno vlogo. Res je, da živimo v informacijski družbi, pa vendarle splet ni povsem odvrnil mladih bralcev od knjig. In mislim, da je prav tako in zato tudi v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije imamo naše društvo Bralna značka, ki skrbi, da so mladi ves čas v stiku z dobrimi knjigami. Hvala lepa za dobre knjige. Hvala. Naslednji se bo nam pridružil predsednik uprave ustanove sklada Janeza Boska, in sicer gospod Janez Kranc. Govora je namreč o Salezijanskem mladinskem centru. Salezijanski mladinski centri so od vse od samosvojitve bili ustanovljeni v različnih mestih. Takšni centri danes že delujejo v Ljubljani, Celju, Mariboru. Ti centri delujejo po načelu Don Boskovega preventivnega vzgojnega sistema in preko njega poskušajo odgovoriti na razne potrebe današnje mladine. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani veleposlanik, spoštovani predsednik Mohorjeve in vsi tukaj navzoči. Res sem vesel, da lahko sprejemam ta bondarjevni v imenu mladinskih centrov salezijanskih, ki so po celotni Sloveniji, zlasti po teh večjih krajih, in Ljubljani, Mariboru in Celju. Naše delo temelji na 4 temeljih. Kot prvo res želimo tem mladim omogočiti prijetno druženje, da se počutijo sprejete, da se počutijo v naših prostorih, v naših mladinskih centrih kot doma. Kot drugo želimo, da mladi tudi svoje energije porabijo koristno, s tem, da se družijo v športu. Ta namen smo ustanovili Salezijansko
športno ligo in da na ta način dejansko prosti čas porabijo za to, da se tudi rekreirajo, da se družijo. Kot tretji vidik, ki je ravno tako pomemben, je ta duhovna dimenzija, ker želimo mladim tudi dati neko upanje, nek smisel življenja, da dejansko vidijo, da se splača potruditi in živeti z neko vizijo življenja. In četrti vidik, na katerem temeljijo naši salezijski mladinski centri, je pa ta izobraževalni del, ko dejansko želimo mlade in otroke uvajati v življenje. Pomeni, da jim s praktičnim, vsakdanjim napotki uvajati, da se v življenju lahko potem pravilno odločajo. S tem namenom potem tudi oblikujemo razne izobraževalne programe. Vsi naši mladinski centri imajo bralne kotičke, imajo možnost, da lahko tudi se sami osebno dodatno izobražujejo, zlasti animatorji, ki potem vodijo mlajše skupine. In na ta način tudi zelo odmeven projekt, ki ga mladinski centri dejansko vodijo, je oratorij poletni, ki je preko 300 župnij in drugih organizacij po celotni Sloveniji in tudi delno v zamejstvu organizirate počitniške programe. Res hvala lepa, tako v imenu Salezijanske province v Sloveniji, kakor tudi v imenu ustanove sklada Janeza Boska, ki dejansko skrbi, da tudi finančno ti centri preživijo, in nenazadnje predvsem hvala v imenu otrok in mladih, ki bodo koristili ta dar, ki ga danes poklanjate. Hvala. Med nami so danes tudi predstavniki kulturnega društva Celje ob Savinji ter Kulturverein društva, ki je bilo ustanovljeno leta 2011. Namen tega društva je ohranjanje jezikovnih, etničnih in kulturnih značilnosti nemško govorečih prebivalcev Slovenije. V tem smislu društvo preko kulturnih dejavnosti in jezikovnih tečajev poglablja stike med nemško govorečimi in njihovimi potomci v domovini in po svetu. Ob tem pa krepi vezi tudi z drugimi narodnostmi na področju Republike Slovenije. V imenu kulturnega društva Celje ob Savinji Ciljan Dazan bo vrednostni bon v višini 1000 evrov prevzel predsednik društva gospod Andrej Ajnič. Spoštovani gospod dekan, sehr geehrte Herr Botschafter, v imenu kulturnega društva Celje ob Savinji bi se najlepše zahvalil za to velikodušno donacijo, ki bo seveda velika obogatitev naše knjižnice, našega društva. Hvala lepa. Naslednje kulturno društvo, ki bo tudi prejelo bon v višini 1000 evrov, je kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi Maribor, Kulturverein deutschsprachige Frauen Brücken Maribor. To društvo deluje že 16 let. Poleg prizadevanja za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine nemško govorečih prebivalcev Slovenije, si društvo prizadeva za priznanje nemške manjšine v Sloveniji. S svojim delovanjem želijo pokazati, da je Maribor, tako kot večina pomembnih srednjeevropskih mest, multikulturen. Pod njihovim okriljem deluje tudi mednarodno priznan komorni zbor Hugo Wolf. Danes je med nami njihova predsednica, gospa Veronika Haring, ki bo prevzela bon v vrednosti 1000 evrov. Kultura in jezik, to je identiteta vsakega naroda. Pisana beseda, knjiga pa dokument naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. In dobiti v dar knjigo je vedno nekaj lepega, nekaj dragocenega. Zato se v imenu kulturnega društva nemško govoreči žena Mostovi iskreno zahvaljujem za ta prekrasen dar in res najlepša hvala. Med nami so tudi predstavniki internacionalnega društva Mod Svobode, Freedomsbridge.
To društvo je bilo ustanovljeno že leta 1990 za namenom uresničevanja človekovih pravic tudi za osebe, ki se te pravice kršijo. Ob tem svojim članom nudijo socialno pomoč, izobraževalno dejavnost, športno dejavnost, verske aktivnosti ter prirejajo različne kulturne prireditve. Poleg tega si prizadevajo za boljše sodelovanje med nemško in slovensko govorečimi ter priznanje nemške manjšine. V imenu Internacionalnega društva Most Svobode bo bon v vrednosti 1000 evrov prevzel generalni sekretar društva, gospod David Pajnc. Seine Exzellenz, sehr geehrte Botschafter, Herr Dr. Clemens Koja, sehr geehrte Dekan der Herr-Margaras-Gesellschaft, Dr. Ivan Olip, spoštovani gospod veleposlanik Clemens Koja, spoštovani dekan, predsednik Mohorjeve družbe, gospod Ivan Olip. Rad bi se vam iskreno zahvalil za to donacijo v imenu našega društva Most Svobode, ki že od svojega samega začetka ima od enega temeljnih ciljev, predvsem poleg zagovarjanja človekovih pravic, tudi kulturno udejstvovanje in v smislu tega smo še posebej poudarili že takrat v samem ustanovnem aktu sodelovanje med našim največjim pesnikom, velikanom, Francetom Prešernom, katerega dan smo obhajali samo nekaj dni nazaj, in med Anastasiusom Grünom, ki je ne glede na takrat razburkane čase vseeno poglobilo, naredilo eno veliko prijateljstvo, ki je trajalo in rodilo kar nekaj res dobrih korespondenc. Da ne bom predolg, prepričan sem, da bo tale donacija v obliki knjig, katerih se že neizmerno veselim, zelo popestrila naše police, ki ima že kar nekaj lepih knjig, in da bodo naši bralci in obiskovalci od zunaj, katerim so vrata vedno odprta, z veseljem prebirali. Najlepša hvala. Naslednje društvo, ki ga bom kratko predstavila, je Društvo nemško govoreče mladine, Kulturverein Deutschsprachiger Jugend. To društvo je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom, da bi se tudi mladi začeli vključevati v strukture nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. Prizadevajo si za ohranjanje nemškega maternega jezika in kulture, pri čemer kot mediji uporabljajo filmsko produkcijo in so pri tem neizmerno uspešni. S filmsko produkcijo želijo širši javnosti predstaviti delovanje vseh društev nemško govoreče narodne skupnosti na bolj sodoben način. Njihovo vodilo je, če ne spoštujemo svoje lastne kulture, ne moremo spoštovati kulture drugih. V imenu tega društva bo bon v vrednosti 1000 evrov prevzel njihov predsednik, gospod Nejc Kristjan Lautežar. Spoštovane dame in gospodje, sehr geehrte Damen und Herren, v imenu Kulturnega društva Nemško govoreče mladine se zahvaljujem za podeljeno literarno nagrado strani Urada zvezdnega kanclerja na Dunaju in Celovške Mohorjeve družbe. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit auch auf diese Weise belohnt wird. Eine Zusammenarbeit zwischen den Deutschsprachigen in Slowenien und den Kärntner Slowenen gab es schon bald nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Verbindung aber getrennt. Kurz nachdem Slowenien für unabhängig erklärt wurde, wurde die Verbindung wiederhergestellt. Takšne prireditve, kot je ta danes, nam pomenijo veliko predvsem iz razloga, ker gre za čezmejno povezovanje, in kot sem že v nemškem delu povedal, se v prihodnosti veselimo nadaljnega čezmejnega sodelovanja. Dankeschön in hvala lepa. In kot sem že uvodoma rekla, je letos 10 dobitnikov. Tako da zdaj smo prišli do 10. To je Slovensko kulturno društvo Istra,
iz Pule. Je izredno Pula, kot vemo, je izredno narodnostno mešano mesto in v njem odlično sobiva različne kulture. Slovensko kulturno društvo Istra je bilo ustanovljeno leta 2001 in ima trenutno preko 150 aktivnih članov. Vse od svoje ustanovitve dalje prireja dneve slovenske kulture, izdaje četrtletni časopis Mavrica in pa tudi mesečni bilten. Najdete ga tudi na spletni strani. Več informacij o vseh društvih so tudi priložena zunaj. V imenu Slovenskega kulturnega društva Istra bo bon v vrednosti 8.000 evrov prevzela gospa Danica Avbel. Težko je karkoli novega še dodati zdaj. Pomembnost knjige in pomembnost branja je zelo velika. Zato bom rekla v imenu Kulturnega društva Slovencev iz Pule najlepša hvala. Je pa še ena stvar, ki bi pa rada tudi poudarila, da smo zelo veseli, da niste pozabili za nas Slovencev za majstvo. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu čestitke vsem prejemnikom. Zdaj bi mogoče še vse povabila na eno skupinsko fotografijo. Bolj pa še, lahko kar bo ne pustite, samo osebe bi potrebovali. Bomo vas kar združili vse v enega.